Dober večer vsem skupaj. Midve se danes oglašava malo pozneje kot ponavadi. In imava za vas pripravljen še en ponedeljkov live, v katerem odgovarjava na različna vprašanja in govoriva o različnih temah, kar se tiče naravnega zdravljenja in kako ohranjaš našo vitalnost in zdravje dolgoročno. Z vami sva kot ponavadi Alja Podgornik, jaz sem nevroznanstvenica in pa tudi svetovalka naravnega zdravljenja, z mano pa je tukaj kot ponavadi doktorica Neja Zupan, strokovnjakinja za naravno zdravljenje. In danes bova govorila o zelo relevantni tematiki, in sicer zdajle, kar se dogaja, je, da prihaja precej nekih grip, prehladov, takih zadev, kar je precej običajno, medtem ko se letni časi menjajo, se pravi s poletja v jesen, pa nekako iz tam zime v pomlad, se zelo velikokrat zgodi, da ljudje zbolijo. In Neja bo danes v bistvu kar zelo tako iz praktične osebne trenutne izkušnje vam povedala, kaj narediti v takih primerih in kako ona v bistvu poskrbi zase, kadar pride do nekega prehlada oziroma okužbe z neko tako virusno zadevo. Tako da Neja, jaz kar te predajam besedo. Ja, hvala Alja. Lep pozdrav vsem skupaj, verjetno še slišite moj glas, ki ni glih čist še ta prav. Jaz sem šla v zadnjih 5 dnevih kar tako eno presenetljivo, pa tako malo poglobljeno zgodbo čez. Nekaj vas je opazil, da sem bila kar precej odsotna iz socialnih omrežij. Ja, to je bilo samo zato, ker enostavno nisem bila sposobna čist nič delati na socialnih omrežjih. Imela sem namreč dobrih 39 vročin je kar 3 dni in je bilo kar zahtevna situacija. Zdaj pa danes bom majčkeno povedala, kaj sem jaz vse naredila, da sem se naravno pozdravila in da je ta vročina tako relativno hitro tudi padla in da zdaj prihajam nazaj. Sem sicer še majčkeno utrujena, tako da malo bolj pazim na svoje zdravje oziroma na počitek, ampak lahko rečem, da sem veliko bolj, kakor sem bila ene 2 dni nazaj. Najprej mogoče je zgodba, kako se je vse te stvari začele, a ne. Glejte, virusi, bakterije, paraziti, oni nas ne napadajo in oni niso naši sovražniki. To je vedno treba imeti v mislih. Razni prehladi, gripe, tudi druge bolezni se zgodijo izključno z enim namenom. Zato, da mi naredimo preskok v energiji, v zavedanju, v dojemanju sveta. Kdaj se je meni začela temperatura dvigovati? V sredo dopoldan sem jaz to zavestila en tak zelo zahteven vzorec, ki se je vlekel že, bom rekla, dobrih 1000 let je bil z mano in sem ga kar naprej ponavljala. In v sredo zjutraj sem ga jaz ozavestila in sem mu rekla, fuck off. Ne boš ti več meni moje življenjske energije jemal. No, in do večera, približno ob 8 zvečer, sem jaz imela že 39 vročine. Tako da se je zelo dobro skuril je bilo tako, kot bi dala ta vzorec na grmado, da je fajn gorel. Ampak seveda je bilo pa treba telo podpreti, ker telo v taki vročini tako zelo težko funkcionira. Grlo me je bolelo, utrujena sem bila, spala sem zelo veliko, zeblo me je in
kaj sem jaz naredila? Grgrala sem slano vodo, grgrala sem žajblov čaj, inhalacije sem si delala iz rmana, kamelice, trpotca, dvakrat na dan, vsaj dvakrat na dan, fino dihala. In to je fajn je pekel, ko sem jaz tisto vročo paro dihala, ampak to sem čutila, kako je to pomagalo zmanjševati ta vnetje. Potem delala sem si vsak dan, kolikor sem le zmogla pri tisti vročini, nevrolimfatične točke, spodbujanje toka limfe, predvsem za predel pljuč in predel vratu. Delala sem si reiki, potem sem vizualizirala, kako čista svetloba teče skozi mene in čisti vse te stare, zastarele energije bolezni, stare vzorce in si zamišljala, kako od zdaj naprej delujem čisto drugače. Potem sem zjutraj naredila čaj iz česna in tudi tega grgrala, ker je to močen antibiotik. Pojedla sem kar na žlico, sem jedla probiotike in jih stopila prav tukaj v grlu, zato da je vse ostalo v grlu. Imela sem tudi nekaj eteričnih olj, dala mi je ena prav za vnetja, za bolečine, olje, ki sem si ga utrla v vrat, v prsen koš, zato da je še energija tega eteričnega olja pomagala, da so se razbijali energijski vzorci, čustvene blokade, miselne blokade. Redno sem uporabljala zeper. Imam zeper Crystal Diamond Shield, če koga zanima, ga dobi pri meni. Ta Crystal Diamond Shield ima poseben program, ki gre skozi vse akupunkturne točke in jih stimulira. To sem tudi dvakrat na dan sem to naredila, zato da je energijsko polje se začelo dvigovati. Potem sem pila čaj iz klinčkov, iz cimeta, iz sladkega pelina, ingverjev čaj sem pila. In potem sem delala, vsak dan sem si pripravila domač izotonik, v katerega sem dala majčken soli. Jaz tistega izotonika v trgovini, to je sama kemija, to jaz ne konzumiram, jaz si to sama pripravljam, zato da vem, kaj je noter. Tako, ko sva v prejšnjih livih tudi midve z Aljo govorile, kako je zelo pomembno, da si sami te stvari pripravljamo. Se pravi, imela sem majčken soli, majčken sem dala sladkorja, dodala sem tudi kalij, pa malo limone. In sem to pila, zato da je bil moj telo neprestano dobro hidriran. In vam povem, jaz sem toliko napljuvala ven, ki še v življenju se mi zdi, da nisem napljuvala. Vsak dan je bilo približno polovico te šalčke šlo ven. Tako da sluzi, ampak to je bila sluz, ogromno sluzi. Da si pa to zamislite, ta sluz je mogla nekje v mojem telesu biti. In to je šlo vse ven. Na sluz se namreč nabirajo
pripopajo slabe energije. Tam noter vemo, da živijo patogeni mikroorganizmi, ki vam potem škodujejo. In pojedla sem kar zelo veliko C-vitamina, liposomskega Altrient C-vitamina, ki ga lahko dobite tudi pri meni v Bisernici. Teh sem pojedla kar 5 teh vrečkic vsak dan. Popila sem vsaj 3-krat po 10 gramov Immune Intensive, dodajala magnezij in cink, zato da sem moje telo neprestano držala v dobrih energijah, dobrih vibracijah, in to mi je omogočilo, da sem seveda relativno hitro prišla ven iz tega tisočletnega vzorca in zdaj bo moje življenje, sem prepričana, popolnoma drugače. In ravno zdajle sva z Aljo kar nekaj časa prebili skupaj, sva se že pogovarjali, kako bova v naslednjem letu skupaj pripravljali programe za vas, zato da tudi vas opolnomočimo, da lahko tudi vi naredite take preboje in tisočletne vzorce iz svojega polja, iz svojega bitja, iz svoje esence izbrišete. Pa mogoče, če bo še Alja kaj povedala, kaj bi ona mogoče še kaj, ali pa kaj ona naredi v tem primeru, če se ji kaj takega dogaja. Ker tole je bilo že kar tako zelo veliko, kar sem naredila. Je bilo kar veliko dela. Tako, jaz v bistvu sploh ne bi, to sem že bila kar zelo izčrpna, jaz bi mogoče dodala samo mičken stvari, da ne toliko o tem, kaj narediti, ko se to zgodi, ampak biti mičken o preventivi. Zdaj, če gledamo mi stališča Ajurvede, tradicionalne kitajske medicine, je prehod med letnimi časi vedno čas, ko so stvari malo manj stabilne. In tudi v telesu se spremembe dogajajo, stvari se premikajo in zaradi tega hitreje pride do kakih okužb. Tako da vsi te sistemi imajo v bistvu v teh predelih leta ponavadi določene vrste detoksifikacij, se pravi razstrupljanja oziroma manjših oblik posta in podobnih zadev, ravno zato, da se v bistvu telo sčisti na fizičnem, pa tudi na energetskem nivoju ostanka teh energij, ki so se nabrale čez prejšnje recimo 6 mesecev. Tako da zdaj v tem času, ko se to dogaja, se pravi jesen, se vidite, da ogromno ljudi zdaj v zgodnjem delu, se pravi v jeseni pa v zgodnjem delu zime zboli, je fino biti pazljivi glede tega, da je prehrana uravnovešena, pa da ni preveč težka, ne? Da se v bistvu telesu omogoči recimo par dni, in to je lahko res 3 dni do 5 dni take bolj enostavne, lahko prebavljive hrane, da se dovaja elektrolite telesu, se pravi te izotonične pijače, ki smo zdaj omenili, in veliko počitka, ne, v tem času, da se tudi da telesu neko možnost, da se rekalibrira. Če pogledate, kaj se dogaja zunaj, narava gre iz poletja, ker so bili dnevi dolgi, stvari so se dogajale, ne, če pogledate v naravnem svetu, rastline so rasle, obrodile sadove, zdaj počasi stvari začenjajo prihajati v zimsko obdobje, ko v bistvu narava gre spat, in mi smo del narave, treba tudi temu slediti, in kadar mi v bistvu ne sledimo tem trendom, se stvari začnejo razvijati v bolezni in podobne zadeve, poleg tisočletnih vzorcev. Tako da malo pomislite zdaj v bistvu, a sledi vaše življenje tem trendom, a si lahko vzamete malo več časa zase, lahko se malo več odpočijete, lahko pazite malo bolj na enostavno prehrano, zato da več časa preživite tudi v bistvu dobrih energijah, več časa, da preživite z ljudmi, ki jih imate radi, da bodo kakšne stvari uživate v kakšnih opravilih, ki jih imate radi, namesto da se recimo ponavljate neke navade, kar ste jih imeli poleti, ali pa navade, kar je to, da vsak večer se preživi pred televizijo. Tako lahko v bistvu omogočite svojemu telesu, da se rekalibrira iz tega poletnega v zimsko obdobje na tak fajn način, da se ne bojo prijele gor kakšni virusi, bakterije in podobne zadeve,
v tem času, ki je malo manj stabilnosti. Tako da jaz bi samo to dodala zraven, da je zdaj eno obdobje, ki je fajn paziti se te zadeve, drugače pa mislim, da je Neja dala en tak precej izčrpen seznam stvari, ki jih lahko naredite, če pride do neke okužbe. No, evo, tako da imate ideje, kaj narediti. Kar se tiče hrane, sem jedla tako zelo preprosto hrano. Nasploh imam tudi jaz zelo preprosto hrano, vedno na krožniku, ampak zdaj je bila še vedno še bolj preprosta. Tudi da je ohranjala moje telo vibrajoče, da sem jaz lahko opravila z vsemi energijami, ki niso bile v redu. Pa še to, dajte, do 2.10. je bil na pohodu retrogradni Merkur, a ne, in ta je prav ven porival vse stvari, ki niso dobre. In zdaj, če se bo še kakšen tak obdobje zgodil, da imate ideje, kaj lahko vse naredite. Jaz imam ponavadi kar spisek narejen, pa sam kljukce delam, to sem naredila, to sem naredila, to sem naredila, nekaj bo prijelo. No, tako da, lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden. Lep večer.